seveda dodana vrednost tega dogodka je osebno zelo velika, predvsem zaradi tega, ker sicer je v naslovu, da gre za strokovno srečanje in res je tako, ampak odprli smo čisto konkretne vsakdanje življenjske probleme, ki tarejo delovanje občin, na katere lokalne skupnosti že leta in leta opozarjajo in odkrito smo se o tem pogovorili. Kot je rekel eden izmed županov, tudi neprijetna vprašanja so bila, ampak seveda pravim, neprijetnih vprašanj ni, so samo večji in manjši problemi, ki jih je treba reševati in Ministrstvo za javno upravo skupaj z Vlado Republike Slovenije trdno odločeno, da probleme, ki leta in leta pestijo občine, predvsem kar zadeva financiranje občin, način financiranja občin, da v dialogu s samimi občinami te probleme tudi rešimo. Hvala. Še eno vprašanje. Kako ocenjujete delo SOS oziroma kje vidite največji potencial, ki ga lahko Skupnost občin Slovenije, največje združenje, izkoristi? Skupnost občin Slovenije, tako kot tudi ostala občinska združenja, je tisto, kjer se artikulirajo vse zadeve, o katerih govorimo, torej o problemih. Dodana vrednost tega delovanja te skupnosti je tudi izmenjava medsebojnih izkušenj. Predvsem pa je skupnost odličen sogovornik z vlado, probleme vendarle treba reševati v dialogu in tako skupnost občin, kot tudi preostali združenji so odlični sogovorniki, poznajo resnično vsakodnevno življenje, župani v njih so najbolj kvalificirane osebe, da lahko govorijo o lokalnih problemih in z njimi kot resničnimi poznavalci razmer na lokalnem nivoju, skupaj z njimi je mogoče vse te probleme, o katerih govorimo, tudi reševati. Jaz upam in res pričakujem, da se bo končno odprla tudi vprašanje o vsebini načina financiranja občin, torej o tej formuli, ki določa stroške občinam. Namreč v zadnjih letih smo dobili toliko določenih nalog, ki jih je treba financirati, ker za zakonom določenih sredstva pa v tej formuli o financiranju občin zato niso predvidena. V tej delovni skupini pričakujem, da bo znala natančno pregledati, katere so tiste naloge, ki so res zakonsko obvezne, katere so občinsko obvezne in da bomo kasneje tudi temu ustrezno prilagodila povprečnina občin. Pozdravljam ustanovitev delovne skupine pa sodelovanje med ministrstvi in lokalno skupnostjo. Ministrstvo omejeno sredstvi, potreb na občinah pa neskončno veliko. Zadovoljni na eni strani zelo z dvigom povprečnine, na drugi strani pa skrbljeni zaradi rasti plač, ki so že same po sebi presegle tisto, kar smo več dobili. Še en dokaz več, da rabimo pogovor in prepričan sem, da bomo za skupno mizo z ministrstvom našli tudi dogovor. Pričakujem, da bomo kot delovna skupina lahko povedali to, da se bomo slišali, da se stvari dajo poenostaviti oziroma tudi poceniti.